Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Športno poletje 2024 prinaša nove presežke za slovenske športnike. Nogometaši v izločilnih bojih na Evropskem prvenstvu v Nemčiji, Primož Roglič in Tadej Pogačar sta med favoriti dirk po Franciji, rekordno število slovenskih udeležencev na olimpijskih igrah v Parizu, če omenimo samo najbolj odmevne dogodke. Koliko denarja se obrača na svetovnem športnem trgu? Koliko sponzorskih sredstev priteče iz gospodarstva v slovenski šport? Kaj so glavne napake športnih organizacij pri privabljanju sponzorjev? Kaj je nedovoljeni marketing iz zasede? Kaj se dogaja v VIP salonih in na sprejemih za partnerje in sponzorje? Vse to in še več v tokratnem podcastu Šport je lahko dober posel. Medtem ko navijači skačejo, se v ozadju velikih športnih dogodkov sklepajo veliki posli. Kajti talent, vztrajnost in srčnost žal ne zadoščajo več za vrhunske dosežke. Pravzaprav ne zadoščajo niti za nekoliko resnejši ljubiteljski šport. Zatakne se lahko že pri nakupu osnovne opreme, do potovanjih na treninge in tekme niti ne govorimo. Bi torej slovenski šport, tako vrhunski kot amaterski, sploh preživel brez sponzorjev? Odgovarja profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Sandra Damjan. Ne, niti slučajno. Je res, da sedanja vlada, odkar je šport tudi pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo tudi povečala in imamo okrog 43 milijonov, če se ne motim, namenjenih sredstev, tega večina za infrastrukturo, kar je dobro, ne? Ampak ne smemo pa pozabiti tudi vložke, ki je treba dati v razvoj trenerskega kadra, športom mladine, otrok. Ne. Daje se tudi na to, fokusira se tudi na to, ampak še vedno je premalo. Ne. Brez sponzorskih pa lahko samo zapremo vrata. V teh poletnih dneh se sicer navezava športa in gospodarstva zdi skoraj idilična. Skoraj ni oglasa, v katerem nam sponzorji ne bi sporočali, da ponosno podpirajo olimpice, nogometaše, odbojkarje ali kolesarje. Vendar je to predvsem začasni pojav, povezan s trenutnimi uspehi slovenskih športnikov, meni nekdanji nogometaš, član zlate generacije, ki je nastopila na Euru 2000. Sašo Udovič. Treba je biti realen. Ko se zgodijo veliki uspehi v slovenskem športu, vemo, kako je. Tudi v današnjih časih, kaj je to kolesarstvo, rokomet, odbojka, moštveni športi, kot je nogomet, se kar naenkrat zgodijo čudeži, se pojavijo sponzorji, pojavi se politika, pojavijo se vsi zainteresirani, ki so kar naenkrat vsi zraven. Ko pa ti uspehi oziroma ko se pa po nekaj dnevih ali pa po nekaj tednih te tenzije oziroma ta čustva pomirijo, se začne pa realno stanje. Takrat je pa teh sponzorjev veliko manj, težje je dobiti, lahko rečem, kar denar za funkcioniranje klubov, odvisno seveda od športnih panog, ampak če bi naredil en kratek rezime tega je, ko so uspehi veliko lažje v določenem momentu, v kratkem momentu, ampak potem se počasi ta euforija pozna tudi na finančnem planu športa. Svetovni športni trg je bil leta 2023 vreden skoraj 480 milijard evrov. Letna stopnja rasti športnega trga je 5,2%. Napovedujejo, da bo leta 2027 zrasel na 580 milijard evrov. Zanimanje za šport narašča, ker je sektor proticikličen, razlaga profesorica Damjan. Koliko denarja pa iz gospodarstva priteče v slovenski šport? Nekje sem prišla do podatka, da je v bistvu bilo okrog 40 milijonov iz gospodarstva. In ta razlika, recimo 5 let nazaj, za državo je bila bistveno večja. Ker v bistvu je gospodarstvo več vlagalo v šport kot država. Zdaj se je ta razlika zmanjšala. Še vedno mislim pa, da gospodarstvo več vlaga, ker imajo radi šport. Tudi vidijo povrat na to investicijo. Je pa to še vedno veliko premalo. Podcast Finance. Z nami je Tomi Gračanin. 26. julija se v Parizu začnejo 33. olimpijske igre. Po 12 letih bodo poletne igre spet v Evropi, kar ni samo priložnost za prihod navijačev iz Slovenije, ampak tudi za gospodarske delegacije. Da o politikih ne govorimo. Stičišče dogajanja bo v Slovenski hiši, v kateri bo za kulinariko kot veliki partner skrbelo podjetje Jezeršek gostinstvo. Zakaj so se odločili za sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije, pojasnjuje direktor in solastnik Martin Jezeršek. Vidimo to tudi kot neko priložnost z več vidikov, se pravi, eno je, da smo izvajalec Slovenske hiše oziroma njihov dobavitelj, istočasno smo se pa tudi odločili, da pristopimo kot veliki partner Slovenske hiše in da v bistvu to izkoristimo tudi kot promocijo našega podjetja, naše blagovne znamke.
V slovenski hiši načrtujejo vrsto dogodkov, med drugim tudi gala kosilo, za katero bo poskrbela zvezdniška šefinja Ana Roš s svojo ekipo. Pa vendar, kakšen je potencial tovrstne predstavitve v Parizu, ki velja za svetovno gastronomsko prestolnico? Za nas konkretno to bolj vidimo kot promocijo za slovenski trg. Hkrati pa je to tudi referenca, ki ti, daje kredibilnost na dolgi rok izven Slovenije. Sicer pa ima sodelovanje med družino Jezeršek in Olimpijskim komitejem že dolgo zgodovino. Jaz osebno sem bil tudi v Pjongčangu, oziroma če gremo še malo nazaj v zgodovino, moj oče je sodeloval že na davnega leta, mislim v 90-ih na igrah v Albervillu, kjer je bila recimo temu prva slovenska hiša na olimpijskih igrah. Potem, te prakse kar nekaj let ni bilo, potem pa smo skupaj z OKS-om to v Južni Koreji ponovno vzpostavili. Tista hiša je bila sicer bistveno manjša, ker so že zimske igre manjše, poleg tega pa je Koreja bistveno bolj oddaljena in manj gospodarskega interesa. Te igre so pa zelo blizu, zelo močna je tudi vez med Slovenijo in Francijo in zato je tako slovenska hiša kot projekt bistveno bolj zahteven. Vsekakor bodo slovensko hišo, ki bo razdeljena na javni del in prostor za povabljene obiskovalce, poleg navijačev in športnikov množično obiskovali predvsem sponzorji Olimpijskega komiteja in njihovi poslovni partnerji. Pa se jim bodo njihovi vložki v slovenske olimpijce povrnili še kako drugače kot z obiskom in kosilom v Parizu? Vprašali smo odvetnika Blaža Tomažina Bolcarja, strokovnjaka za športno pravo in športni marketing. Jaz mislim, da v prvi vrsti gre tukaj za neko družbeno odgovornost podjetij. Jasno je, da je treba vlagati nazaj v družbo, še posebej tisti, ki si to lahko privoščijo, bodisi da je to šport, bodisi da je to kultura, bodisi da je to umetnost. Torej, jaz mislim, da v prvi vrsti gre za to, da vsi radi vračajo nazaj. Ko se pa pogovarjamo o tem, ali se to splača, in če govorimo zdaj tukaj izrazito komercialno, treba se je zavedati, da slovenski trg je majhen trg in da se ti vložki splačajo samo do neke ravni, do neke meje. Zato jaz temu pravim, da gre do neke mere za sponzorstva, torej ko ima neko podjetje dejansko korist od vlaganja v šport v smislu povezovanja z neko blagovno znamko, sposobnosti trženja lastnih produktov, storitev preko te blagovne znamke sponzoriranca. Nad tem zneskom gre pa za to, kar sem rekel, za družbeno odgovornost in prav je tako. Da pri vlaganju v šport ne gre samo za ekonomsko računico, se strinja tudi ekonomistka. Več je razlogov, zakaj podjetja vlagajo v slovenski šport. Predvsem mislim, da so prepoznala podjetja, da je to nek način oziroma platforma za komunikacijo z svojimi potrošniki oziroma z partnerji, ker je v bistvu to najlažji način, da se skomunicira, pa tudi en izmed najlepših načinov, ker so vedno pozitivne zgodbe s športom. Sta torej v Sloveniji glavna motiva za podporo športu družbena odgovornost in pozitivne zgodbe? Vsekakor nas športniki zelo pogosto razveseljujo z vrhunskimi dosežki v konkurenci predstavnikov veliko večjih in bogatejših narodov. A to so veliki mednarodni dogodki. Kako pa je športom doma? Primerjavo med slovenskimi in tujimi nogometnimi klubi je pojasnil novinar in poznavalec nogometnega zakulisja Miran Tišič. Veliki klubi se v največji meri financirajo iz televizijskih pravic. Se pravi, v Angliji, recimo, ki je najbolje plačana liga, kar se tega tiče, stanejo televizijske pravice več kot 3 milijarde recimo na leto za prenose in tako naprej. Seveda, potem tudi merchandising je zelo pomemben, vstopnice, vse je pomembno. Na velikih trgih je, se pravi, televizijske pravice, merchandising in vstopnice. Praviloma je to v Angliji, veste, to je tako stadion, ki sprejme 80,000 ljudi, ima 79,000 ljudi navijačev, ki imajo letne karte in to se iz roda v rod prenaša, tam je skoraj da nemogoče priti zraven na tekmo, recimo, če bi mi dva želela na tekmo, tako da to so glavni viri dohodka. V Sloveniji seveda nimamo tako velikih stadionov in tudi če bi jih imeli, tekme pogosteje obišče nekaj 100 kot nekaj tisoč ljudi. V Sloveniji je pa tako, žal klubi od zaslužka s televizijskimi pravicami ne morejo živeti, zaslužkom od vstopnic in prodaje dresov, kart in tako naprej tudi težko. Tako da dejansko v Sloveniji pa so
sponzorji tisti, ki klube držijo po konci. Ne? Zdaj, koliko je kdo pripravljen vložiti, koliko je kdo radodaren, ker jaz iskreno dvomim, da bi se sponzorjem povrnil denar, ki ga v Sloveniji vložijo v nek klub, bi rekel, tu gre bolj za darežljivost, ne? Da nekomu nekaj dajo, ker jaz si predstavljam iskreno, da veliki večini sponzorjev v Sloveniji se pa denar ne povrne. Bi torej slovenski klubi brez razumevajočih sponzorjev sploh lahko preživeli? Absolutno ne. Zakaj? Ker, kot sem že omenil, velika razlika je med nekim sistemom, utečenim sistemom v tujini. Po mojem mnenju je glavna razlika, saj govorim za nogomet, kjer sem od ranega otroštva pa do današnjega dne upleten profesionalno, je v tem, da v tujini velik del budžeta, velik del proračuna klubov, sistemov, nogometnih zvez pač bazira tudi na prodanih kartah, prodanih vstopnicah. Se pravi, to je en recimo velik del pogače, ki se upada oziroma gre v proračun. Normalno, da so tudi v tujini veliki sponzorji, se obračajo seveda velikanske številke, ampak glavna razlika med recimo slovenskim delovanjem kolektivnega športa in tujim zahodnim državam, predvsem delovanjem njihovega športa, je v tem, da je v slovenskem prostoru velik manko napram Evropi, kar se tiče sredstev direktno iz, lahko rečemo, vstopnic. Zato se slovenski šport ob sicer dobrodošli podpori državne in lokalne politike, ki pa vlaga predvsem v infrastrukturo, naslanja na naklonjenost gospodarstva. Mi smo odvisni v Sloveniji od sponzorjev, ne? Več kot v tujini, okrog 60-70%, pri čemer je pa v tujini recimo zgolj 20%. Ne? Teda mi lahko zapremo vrata, če ni sponzorjev. Pri tem modelu financiranja je problem, da je odvisen predvsem od trenutnih rezultatov. Na eni strani od rezultatov športnikov oziroma klubov, na drugi strani od poslovnih rezultatov podjetij, ki jih podpirajo. Zato športniki, ki so delali v tujini, opozarjajo na prednosti finančno bolj stabilnih športnih organizacij. V poslovnem modelu, če povem največjo štartno zadevo, ki me je presenetila, je to, da sem prišel iz Hajduka, ki je velik klub na področju bivše Jugoslavije, tudi v evropskem merilu nekaj pomeni, več kot mogoče Olimpija in Maribor, ne, v tem trenutku, ampak ko sem prišel v Belgijo, je bilo to v bistvu kot da bi prišel, ne vem, na drug planet. Sama organizacija kluba, infrastruktura, to je bilo 10-11 pomožnih igrišč, štadion, fizioterapeuti, zdravstvena služba, vse te stvari, ki v bistvu delajo, to sem šele kasneje dognal, ne, so bile na toliko višjem nivoju enostavno, da je bilo to zame šokantno, seveda v pozitivnem smislu. Skratka, od infrastrukture do sistema kluba, do tega, da ti enostavno ni treba za nič drugega skrbeti, kot za to, da si 100% na treningu in 100% na tekmi. Kljub številnim pomislekom pa izračuni kažejo, da se tudi v Sloveniji vlaganje v šport lahko izplača. Šport ima v Sloveniji multiplikator 1,77, kar je v bistvu nad povprečjem drugih industrij. Je zelo dober in za 100 evrov, ki so vloženi, 177 vrne. Tako da podjetja so to prepoznala. Je pa res, da so zelo selektivne, katere športe vlagajo, ne? Ali to pomeni, da se vložek povrne le, če sponzoriramo velike dogodke in najbolj prepoznavne športnike? V bistvu tako, merili smo, v bistvu kolegi na ekonomski fakulteti so merili, ne, so primerjali recimo svetovno prvenstvo pri moški odbojki, ne, in pa žensko evropsko prvenstvo v rokometu in se je v bistvu pokazalo, da približno enaki povratne investicije. Popolnoma enak, ker so v bistvu pri ženskem manjši, nižji vhodni stroški, ne, in zato je pač potem bilo enako. Ne. Zmotno je prepričanje, da samo v velike športne prireditve, recimo kot je nogomet, ne, to sem tudi kolegom na Hrvaškem govorila, ni samo nogomet tisti, ki prinese zdaj, tudi manjši športi, tudi recimo v Sloveniji, jaz bi rekla, da kolesarstvo je en izmed takih velikih, v bistvu večji šport kot morda celo nogomet, ali pa, ne vem, plezanje tudi lahko prinese povratne investicije. Odvetnik Tomažin Bolcar je bolj skeptičen do donosnosti takih investicij. Meni, da bi sponzorstva morala spodbujati tudi država z davčno politiko. Glede, v zadnjih letih se, bom rekel, sponzorski trg v Sloveniji manjša. Redka so podjetja, ki vlagajo več, kot so vlagala pred leti, velika večina jih vlaga manj. Jaz sem prepričan, da bi morala država vstopiti z neko stimulativno davčno politiko, za kar si, bom rekel, slovenski šport, vodstvo slovenskega športa, če lahko tako poimenujem, ker bom rekel vse zveze in organe, ki si za to prizadevajo, že dolga leta prizadeva.
Namreč nekje imamo sponzorstvo, potem pa prejemo na družbeno odgovornost. Ampak zdaj mi ne moramo pričakovati, da bodo samo podjetja družbeno odgovorna, država pa ne bo družbeno odgovorna. Naj država omogoči podjetjem, da bodo lahko družbeno odgovorna. Naj ustvari neko stimulativno davčno politiko, ki bo omogočala to družbeno odgovornost. Sicer jaz tukaj ne vidim, bom rekel, svetle prihodnosti. Glejte, klubi, ki želijo tekmovati na evropski sceni, vložki, sponzorski, kakšni so zdaj, enostavno ne omogočajo, da si konkurenčen na evropski sceni. Ali niso to vrstni pozivi k intervenciji države nekoliko neobičajni o podatkih o skokoviti rasti športne industrije v svetu? A v svetu raste. V svetu raste sponzorska industrija, raste. Je ena izmed hitreje rastočih industrij. Ampak tukaj, ko govorimo o industriji, ne, govorimo o tem, da ti dobivaš nekaj nazaj od svojih sponzorstv. In ko govorimo o globalnem trgu, je to čisto nekaj drugega. Mi smo omejeni z 2 milijoni. Ja, spet smo pri majhnosti slovenskega trga. Ob tem je tukaj še dediščina dogovorne ekonomije iz prejšnjega sistema. Se je tranzicija tudi v športu dokončno poslovila? Absolutno. Jaz mislim, da tukaj, gledajte, ko smo se osamosvajali, smo prihajali iz socializma. In ne vem, dostikrat se je takrat slišalo, recimo še Toneta Vogrinca, ki je zelo jasno povedal, mi smo takrat dvignili telefon in smo rekli, dej nam 200 evrov, nam fali, pa je dobil 200 evrov. Ti časi so mimo. Ti časi so že davno mimo. Mislim, da jih je najbolj presekala tista finančna kriza leta 2009. Do takrat se je pač poklicalo in se je dobilo. Morda je sedaj drugače, ker novi lastniki podjetij, ki odgovarjajo na klice, ne govorijo slovensko. Razširjena je namreč teza, da tuji lastniki nimajo interesa za vlaganje v slovenski šport. Jaz bi rekla, da je to kar še vedno enako. Sem šla tudi preverjati podatke. Tista podjetja, ki so nekoč tudi sponzorirala, zaradi pač tega, ker imajo radi šport ali pa so prepoznali, da jim to res lahko povrne tudi investicijo, še naprej investirajo, tudi če so v tuji lasti. Imamo tudi primer Agrokorja, SIM pa take. V bistvu, ampak oni sponzorirajo večje, recimo kot Olimpijski komite ali pa recimo kakšne reprezentance, nogometno reprezentance, kolesarstvo tudi imajo, ampak take manjše klube, tu pa so težave. Tu pa je še vedno velik problem in so redki tisti, recimo presenečena sem bila, da sem najdla podatek, nisem tega vedela, recimo Novartis izključno želi financirati grassroots, šport, mladino, otroke, Vsi ostali pa želijo bolj profesionalne športnike. Je pa verjetno za marsikoga problem slovensko razumevanje sponzorske industrije. Recimo v Nemčiji. V Nemčiji so sponzorji zelo preračunljivi. Tam si oni izračunajo, kaj se njim splača, kaj se ne, in sponzorji nikoli niso največji vir dohodka. Pri nas je, kot rečeno, drugače. Saj so športne organizacije 60 do 70% odvisne od vložkov gospodarstva. Njihov odnos pa stoji na precej bolj ohlapnih temeljih. Je pa bistveno manj teh podjetij, recimo v Sloveniji, kot v tujini, ki prepoznajo to kot čisti posel. V tujini je to, izračun matematika je jasna, posel in se tako ravna, recimo športni klub, ne glede je profesionalni, ker kot dva poslovna partnerja in skupaj ustvarjata to zadevo. Pri nas je pa to še vedno to nekako pokroviteljsko, radi se pozicioniramo, smo ponosni na državo. Zdaj je vedno večji trend, da se s posamezniki bolj sponzorji ukvarjajo, ne pa z celotnim klubom. Tako da mislim, da bo treba tu dosti več narediti. Športni klubi in zveze pa so pogosto z eno nogo še v minulem času in sistemu. Nimajo pa tega pristopa, mislim, da to manjka tudi na strani različnih športnih klubov. Ne znajo se pozicionirati kot poslovni partner sponzorju. Velikokrat mislijo, se tudi poznam kolege, ki se recimo vodijo v športnem klubu, in ko pristopijo podjetjem, a bi vi lahko, prosim, sponzorirali ta tak pristop na naklic, pa prosimo vas, dajte nam pomagati. Je treba to popolnoma spremeniti pristop in tudi najti tudi tista podjetja, ki v bistvu ima podobno vizijo, recimo, kot ima ta športni klub. Kaj je pomembno za ta klub in kaj je pomembno za to podjetje. In potem se to obravnava kot posel in to je potem lahko dolgoročno. Premik v miselnosti športnih organizacij otežuje tudi prepričanje, da so podjetja še danes dolžna podpirati šport v svojem lokalnem okolju. Mislim, da se čisto premalokrat zavedamo, da ko govorimo v narekovajih, morajo naše slovenske velike družbe sponzorirati in prispevati športu, je treba tudi reči, kaj pa šport daje nazaj. A je dovolj samo rezultat? Če gledamo kot navijači, bomo rekli, morate dati, ker so oni naši najboljši ambasadori. Ampak ali so športni subjekti, in če zdaj zanemarim tukaj športnike, posameznike, ampak organizacije,
a so na ustrezni organizacijski ravni, da lahko sponzorju ponudijo enakovredno dajatev, ki jo kupi. Sponzorstvo je odplačni pravni posel. Torej, kaj dela sponzor? Sponzor kupi pravico. Zdaj pa, koliko je ta pravica vredna? In jaz mislim, da sponzoriranci čisto premalo delajo na strani svojih pravic, paketa. Kaj ponudijo, na kakšen način ponudijo in koliko je to vredno? Povejmo še malo bolj praktično. V Sloveniji še zmeraj obstajajo kar neki generalni paketi, dobiš to pa to pa to. To je že zdavnaj preživeto. Ti moraš vedeti, ko naslavljaš nekega sponzorja, bi mogel narediti domačo nalogo in si pogledati, kaj ta sponzor rabi. Namreč, ni za vsakega sponzorja pomembno, da ima največji logotip na dresu. Mogoče ga ne rabi, ker je že dobro prepoznan, je pa mogoče za nekega sponzorja zelo, zelo pomembno, da lahko na neko tekmo ali nekam pripelje svoje poslovne partnerje in ima tam neko pogostitev. In če ti tega ne prepoznaš, kot sponzoriranec, ne znaš tega ponuditi. Kaj to pomeni? Da takemu sponzorju ponujaš paket, kjer ga boš oglaševal na dresu, kar temu sponzorju nič ne pomeni, ne daš mu paketa za poslovne partnerje, kar se pravi, sponzor ne bo zadovoljen. In kaj si zdaj naredil? Nimaš zadovoljnega sponzorja in mesto na dresu si jo dal nekomu, ki ga ne rabi, namesto da bi ga prodal nekomu drugemu. Del omenjenih sponzorskih paketov je tudi pojavljanje športnikov v oglasih. Ob spremljanju vse prisotnega športnega oglaševanja v zadnjih tednih, kjer naši zvezdniki nastopajo tudi v ne najbolj domišljenih oglasih, se marsikdo vpraša, kolikokrat si športniki mislijo, a mi je tega res treba. Velikokrat. Ampak, če pa pogledaš z druge strani, profesionalec si tudi zato, ne samo da konec koncev, da podpišeš pogodbo za nek znesek in seveda pričakuješ, da boš ta znesek dobival mesečno, da ti bo to vse izplačano, se pravi, so pravice in dolžnosti. Ne? In dejstvo je, da seveda v morju teh, bom rekel, obveznosti, ki seveda na višjem nivoju in večji so uspehi, so vedno višje, kar je logično, pridejo momenti seveda, ko imaš že po domače rečeno vrh glave vsega, ampak to je del tega, zato si plačan in zato tudi moraš biti na razpolago skoraj vsakomur in kadarkoli, če gre to seveda v sponzorske pogodbe, skratka si in profesionalec in marioneta obenem. Nazaj k velikim poletnim športnim dogodkom. V enem od poročil iz ljubljanske navijaške cone je pisalo, da je ob slovenskem golu deževalo pivo. Je vzdušje v VIP salonih in na sprejemih za poslovne partnerje ravno tako razposajeno, morda namesto piva dežuje penina? Pa, bom rekel, niso ravno tako sproščeni, hkrati pa niso tudi zelo formalni. V bistvu se gre za to nasploh ta, recimo, temo hospitality v športu, združuje, bom rekel, posel ga postavi v neko bolj sproščeno športno okolje, kjer, bom rekel, se vsi udeleženci lahko malo sprostijo, navijajo za svoje favorite in na ta način se lahko tkejo izredno močne in pomembne gospodarske vezi, ki vemo, da, bom rekel, so v resnici tisto, kar prinaša nek posel. In dejstvo je, da kupci in dobavitelji sodelujejo ne samo na podlagi kvalitete in cene, ampak tudi medsebojnih odnosov in v bistvu takšna platforma, kot je Slovenska hiša, je namenjena temu grajenju teh odnosov. Dobro, Martinu Jezeršku bomo verjeli na besedo, da v Slovenski hiši nič ne leti po zraku. Smo pa vseeno poskusili še z vprašanjem o najljubši anekdoti ali spominu zimskih olimpijskih iger v korejskem Pjongčangu. Zagotovo ta slavja, takrat se izredno lep spomin je, ko je Jakov Fak osvojil kolajno in smo mu tako spekli potico namesto torte in smo proslavili ta dogodek in je bilo zelo lepo. Recimo en tak odmeven, promocijsko odmeven dogodek je bil pa, ko mislim, da je princ Albert obiskal Slovensko hišo in se je, bom rekel, tudi kar precej pisalo in govorilo o Slovenski hiši. Potica za Jakova Faka in obisk princa Alberta res ne zvonita pretirano veseljaško. Očitno so časi razvpitega Ivana Zidarja, velikega podpornika in ljubitelja športa, pa tudi česa drugega, v slovenskem športnem sponzorstvu minili. Zakaj so torej gospodarstveniki radi zraven na velikih dogodkih? Vse skupaj, v bistvu prepoznavnosti blagovne znamke, prestiž, druženje, želijo biti v tem klubu, družiti se s temi ljudmi, tudi, ker imajo radi šport. V nekaterih podjetjih pa imajo še raje kot šport možnost, da se z oglasi, v katerih nastopajo navijači v vseh možnih situacijah, priključijo k euforiji ob športnih dogodkih, ki jih sami niso finančno podprli. Temu se reče marketing iz zasede.
Ambush marketing oziroma tako imenovani marketing zasede, o tem govorimo takrat, ko se ena blagovna znamka asociira ponavadi z velikimi dogodki, čeprav v resnici nima nobene povezave z njimi. To so vse primeri, ko pravimo, da se krade športu, zaradi tega, ker si jemlješ nekaj, kar ni tvoje. Poznamo več primerov, ko grejo naše reprezentance na velika tekmovanja, ko takrat kar naenkrat vsi oglašujejo v povezavi z nogometom. Potem bojo šli na olimpijske, vsi kar naenkrat oglašujejo in podpirajo naše športnike. Ampak zanimivo, da to samo okoli velikih dogodkov. Ko pa to gre, jih pa ni nikjer, da bi podprli slovenski šport, in gre za absolutno dejanje nelojalne konkurence in zavajanja potrošnikov. Ob tem odvetnik poudarja, da ni vsak oglas, v katerem pokažejo recimo žogo, razlog za tožbo. Veliki športni dogodki pa niso velika poslovna priložnost le za oglaševalce in športne organizacije, ampak so lahko dobra priložnost tudi za nastopajoče športnike. Če govorim iz izkušenj iz našega evropskega prvenstva 2000, ki je bilo prvo v Belgiji na Nizozemske z naše generacije, lahko potegnem določene vzporednice, seveda, mogoče celo na potenco, pa mogoče ne čisto na potenco, ampak v mnogokratniku tega števila. Kaj bodo imeli igralci od tega evropskega prvenstva? Definitivno to, zdaj to lahko že trdimo, da po 3 tekmah je vsak igralec, če malo karikiram, tudi maser ali zdravnik, vreden veliko več, kot je bil, ko se je prvenstvo začelo. Evropsko prvenstvo je športno tekmovanje, po drugi strani pa tudi velika borza dela. Šport je torej lahko dober posel za vse, tudi v Sloveniji, sploh če športniki z izjemnimi dosežki posegajo v svetovni oziroma evropski vrh. Nogometna zveza Slovenije je denimo z uvrstitvijo reprezentance na evropsko prvenstvo, 3 remiji v skupinskem delu in uvrstitvijo v izločilne boje zaslužila več kot 12 milijonov evrov. Za primerjavo spomnimo, gospodarstvo naj bi v slovenski šport letno vložilo okoli 40 milijonov evrov, država praviloma precej manj. Naši sogovorniki so opozorili predvsem na 2 stvari: da morajo športne organizacije in njihovi vlagatelji sponzorstvo razumeti kot poslovni odnos in da je nujno vlaganje tudi v šport mladih, saj brez tega ne bo prihodnjih uspehov. Letošnje športno poletje, od katerega pričakujemo nove zgodovinske dosežke, pa se je za športnike, navijače in športni posel šele dobro začelo. Podcast Finance. Ekipo tokratnega podcasta sestavljajo Tomi Gračanin, Maj Štravs, Peter Frankl in Mladen Mikovič.